Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Ja, poletje je in seveda je v poletnem času veliko stvari uperjenih v glasbo, v zabave in v dobro počutje. Elektronska glasba pa je danes ena največjih glasbenih industrij na svetu, bi lahko rekli, in festival Tomorrowland v Belgiji mislim, da velja za nekakšen svet igral za vse DJ-je, ki delujejo in ki so željni, da lahko nastopijo pred tako veliko glavo množico. Je pa res, da je poseben uspeh, če tam lahko nastopiš pri tako mladih letih, in zelo sem vesela, da danes v studiu pozdravljam DJ-ja, ki pa je imel to čast in priložnost, da je skoraj da ne od tam prišel direktno k nam v studio. Lepo pozdravljen, Matt Way, ti lahko kar tako rečem. Ja, zdravo. Dobrodošel pri nas. Ja, super. Zelo sem vesel, da sem lahko tu z vami danes. Se veš, da ne gre drugače, kot da te najprej vprašam to, kar te verjetno zadnji teden sprašujejo prav vsi, kakšni so občutki po nastopu? Skoraj vedno rečem isto, da je neverjetno opisati, mislim, zelo težko opisati te občutki, so res. Moš prav tam biti kot DJ, da lahko to energijo čutiš tam, res nekaj zelo posebnega. Zelo sem se imel fajn na odru. In mislim, da tudi tisti, ko so tam plesali, pa ko smo naredili neko ful hudo zabavo, so bili res tudi vsi zadovoljni, tako da ja, res smo se imeli fenomenalno. Zdaj, a sem prav rekla, da je ta festival kot en tak svet igral za DJ-je? Jaz si to predstavljam, da je to nekaj, kar marsikdo sanja o tem in da gre za dogodek, kjer res lahko zablestite vse svoje polnosti. Ja, mislim, da je tak zabavični park za odrasle, bi tako rekel. Pa od do, ne vem, tudi kakšno babico sem tam celo videl. Ja, tudi vsega je, od 15. leta naprej do 80, 85, 90, tako da dejansko za vse populacijo, in tudi ta glasba je zelo mešana, se pravi, imaš od bolj tehnadža do komercialne stvari in res vsakdor najde nekaj tam za sebe. Nekaj zase lahko najdeš, ne? Priznam, da bi mi bilo kar zanimivo videti gospo pri 80 ali pa 85 letih, ki se zabava na elektronsko glasbo, ne? In ne na harmoniko, recimo. Ja, to zgleda naprimer tako na kakšni veselici, ko pač plešejo tu. Imajo pa naprimer bolj skandinavska, pa zdaj v Belgiji, ko je ta glasba res popularna, seveda so tam tudi pač starejši, ko na to plešejo, ne? In je res zelo lepo tudi videti, ne, po eni strani. Slovenske podpore si imel veliko? Ja, tudi to sem bil zelo presenečen pozitivno. Ogromno nas je bilo, res nisem pričakoval pa toliko slovenskih. Pa ne samo tvoji prijatelji, ne? Ne, res, iz cele Slovenije so prišli malo iz Ljubljane, malo iz Štajerske, in je bilo res lepo videti, tudi drli so se, kdo ne skače ni Slovenc, tako da dejansko smo imeli, tako res super zabavo. Zdaj, kako si prišel sploh do tja in kako se je tvoja pot začela, bova se še dotaknila, ampak najprej, kar bi rada pohvalila, pa se bo zdaj marsikomu morda zdelo čudno, je to, da zelo lepo govoriš slovensko. Zakaj se to lahko komu sliši čudno? Zato, ker verjetno ne vejo prav vsi, ali pa veliko ljudi morda ne ve, da pa nisi rojen v Sloveniji. Ne, jaz sem dejansko se rodil v Švici in zato včasih mi kakšna beseda uide, pa se ne morem spomniti, ampak ja, trudim se čim bolj govoriti slovensko. Ampak sem pa že zdaj tu kar en lep čas, tako da ja, jezik teče. Kako to, da iz Švice potem nazaj v Slovenijo? Ja, mislim, moja starša sta se preselila iz Slovenije v Švico in tam sem se jaz leta 2001 rodil, 6 let kasneje še moj brat. In potem smo se vrnili nazaj, ker je tu le pač dom za moja dva starša in družina, tudi moja babica, naprimer, moj dedi, še vsi v Sloveniji živijo in zato tudi nek del tega, da smo se mi preselili tja. Pa tudi mogoče zaradi tempa, ker v Švici je res visok tempo, kljub temu, da so lepe plače. Slovenci radi to vidijo, ja, fajn, lepe plače. Švica, ampak moraš pa res veliko delati, no. Pač to je 12 ur
poprečno delaš in moja mama je medicinska sestra, tam je vodila oddelek in tam je bilo res kar natrpano, ati programer in ja, sta res zelo, zelo veliko mogla delati in če imaš možnost, da se lahko vrneš v rojstni kraj oziroma v domovino, je to res praktično, rečemo tako. Koliko si bil potem star, ko si prišel v Slovenijo? Tam je bilo približno 12 let, sem bil star, ja. Pa doma ste pa govorili slovensko? Ja, zanimivo je to, da moja mama se z mano pogovarjala slovensko v Švici, ati pa z mano nemško. Čeprav znata oba itak slovensko in nemško, ampak tako sta to ločila in mama se ni hotela z mano pogovarjati samo po slovensko, pač če bi jaz kaj zdaj po nemško, pa ker mi sem bil len, ne. Ker ti je bilo lažje, verjetno? In je rekla, ne, povej mi po slovensko. Te je zignorirala. Ja, ati pa nemško in hvala Bogu, da je bilo celo tak, ker smo se preselili in še v večerno šolo sem mogel iti. Slovenščino, kar me je ful smrdel, se pravi po šoli, ker je že bila tako naporna. Ne vem, ob 6-7 zvečer še v slovensko šolo malo slovenščino učiti. Nisem bil najbolj vesel, ampak hvala Bogu, no, po eni strani, da sem dal to čez. Da lahko potem tudi tukaj zdaj normalno hodiš na intervjuje in ne potrebujeva angleščine, ne? Ampak ja, dejansko pri 12 letih, ko ste se nazaj preselili v Slovenijo, a bi takrat lahko že rekla, da si že imel hobi, da si že bil v tej elektronski glasbi, a si že kot majhen bil bolj navdušen nad to zvrstjo, ali si tako kot mi vsi, ki smo bili majhni, poslušali Račke in podobne, samo da mogoče kakšne nemške. Nemške Račke, ja. Mislim, da so bile takrat tudi še malo nemške Račke. V Švici sem hodil v glasbeno šolo za ritmiko, se pravi sam neki bobni, ampak to je bilo hitro tako za mene monotono, ker ni bilo nekih melodij. Jaz imam ful rad melodije, tak. In mi je bilo bedno in sem pol pustil te bobne. In potem smo se mi priselili v Slovenijo in tule sem pol spoznal, da obstaja dejansko pevski zbor, ker tega v Švici mi nimamo. In takrat moja profesorica Mihaela Pihler, lahko pohvalim, ker takrat se je načeloma tudi vse skupaj začelo, da sem jaz šel v glasbeno pot in tudi dober prijatelj Dejan Romih, on me prepriča, da gremo v pevski zbor. On je zdaj na konzervatoriju v Bruslu, tudi vztraja v glasbi, sem vesel za njega. In ja, tako se je pol začelo, itak smo pevski zbor hodili bolj zaradi družbe. Nisem mi zdelo, da bo zdaj to za mene, pevski zbor. Ampak pol tako za družbe, pa sredi šole smo lahko šli na te intenzivne vaje, pa to je bilo zelo zanimivo. In no, pol se je to začelo, jaz sem pol začel peti in mi je bilo dejansko ful zabavno. Ful smo se imeli dober in začel sem tudi igrati kitaro. In ja, pol sem tako prišel v ta glasbeni svet, takrat se je šele vse skupaj začelo, se pravi, ja, tam med 12 in pa 13 letom. In pol sem, kasneje ugotovil za elektronsko glasbo, ki jo dejansko še prej nisem poznal. In sem bil tudi DJ, ko so na odru, pa imajo pred sabo, ne vem, 20,000 ljudi, 30,000 ljudi in res sem mislil, jaz moram to probati, jaz moram ugotoviti, kako to dejansko deluje. In hvala Bogu, da živimo v sodobnem času, da obstaja YouTube. Sem si jaz malo to vse skupaj pogledal, pa sem ugotovil, da to sploh ni tako enostavno. Je bilo kar zakomplicirano in ja, sem pol dejansko eno leto čist pustil elektronsko glasbo na stran, ker vse, kar sem naredil, je zvenelo zelo, zelo slabo, nič s primerjavo z temi večjimi imeni, ko so izdajali muziko in sem bil malo frustriran. Ampak pol, eno leto kasneje, sem pa pol zagrabil in sem rekel, gremo mi v to in takrat naprej res vsak dan delam glasbo. In dejansko popolni samuk. Popolni samuk, za vse stvari vedno, tudi naprimer za igranje kitare, uporabljanje programa za delanje elektronske glasbe. Mislim, dejansko vse. In tudi to mi je bil vedno največji čar, da lahko dejansko delam
pa se šolam to, kaj jaz rabim, pa kaj meni veselje, ne? Ker naprimer si vem v glasbeni šoli, je malo tako, da te porinjajo mogoče neke pesmi, ko dejansko tebi niso tako všeč. In pol ti hitro zasmrdi, ne? Naprimer, moj brat je to en čas strajal s kitaro tudi, pa je šel v glasbeno šolo in je hitro nehal, ker pač ni mu bilo všeč, no, to, ko so se tam učili in ga čisto razumem. In fajn je pač, če ti je neka glasba všeč, da gremo zabrenkat, gremo nekaj probat zaigrati to in ja, tak pol se učiš in ja. Mislim, da si dal zdaj že en tak dobro sporočilo morda mlajšim, ki naj gledajo in poslušajo v tem trenutku, da ne obupaš takrat, ko nekaj ne gre, ne? Ampak da smo vseeno vztrajni in da poskušamo večkrat, ker to te lahko potem hitro pripelje do tako velikih dosežkov. Ja, res je, to je zelo, zelo pomembno. Mislim, če ti vzljubiš to glasbo ali pa če ti je bilo kaj všeč, ali pa vidiš, da ti na začetku ne funkcionira, pač to je čisto normalno, ne? Ker pač če bi bilo enostavno, bi vsi to delali, ne? In pač moraš vztrajati in z lahkoto vztrajaš, če ti je to pri srcu, ne? Je elektronska glasba, za katero bi ti rekel, da je množici lahko všeč ali pa ti ni všeč? Ali je lahko tudi ta nek umesen, malo mi paše, malo mi ne? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da elektronska glasba elektronska glasba je res zelo široka dan danes, ne? Včasih je bilo samo tehno, pa štanc, pa bum, 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 nič ni bilo druga, nič melodija in to se je pol zelo razvilo. In zdaj eni pravijo elektronske glasbi, da je sam naredil z računalnikom, da je že to elektronska glasba, eni pa pač pravijo, da ne vem, da je tehno elektronska glasba, ampak to je res zelo, zelo široko vse skupaj. In jaz rad razdelim to na komercialni del pa nekomercialni del in jaz se trenutno gibam zelo v komercialnem delu in je to, se mi zdi zelo poslušno, se pravi, to je tudi David Guetta ima tudi, naprimer I'm Good, ko je bila uspešnica na radiju. To se že šteje kot elektronska glasba, ampak ljudi to hitro menjajo tudi za kak pop komad, ne? Ker dejansko isto zveni. In zanimivo je to, da danes je res, so se to ti žanri tako močno prepletli, da sploh ne veš, ali je to elektronska glasba, ali je to pop, ali ono. Tako da je zelo težko reči, ampak vem pa to, da mislim vsaj, da vsakemu na tem svetu je všeč house glasba. To je pa taka teorija, da tudi če ti ni všeč house glasba, jo vzljubiš čez čas, če jo veliko poslušaš. Tako da, ja, mogoče tisti, ko niste toliko fejst v elektroniki, pa hočete malo not prijeti, je house glasba res tista neka osnovna glasba, no. Tako da za sprobati je. Je, ne? Ustvarjanje elektronske glasbe je verjetno, zdaj moram ti na začetku tudi najnega pogovora mogoče priznati to, da o elektronski glasbi nasplošno res ne vem veliko, zato mogoče bo vmes tudi kakšno zelo takšno osnovno vprašanje, ampak se mi zdi fajn, ker verjetno je tudi kdo na drugi strani, ki je podobno kot jaz misleč. Ustvarjati elektronsko glasbo, se pravi, ko se ti odločiš, da boš naredil nek nov projekt, neko novo pesem, je verjetno povsem drugačen proces, kot pa ustvarja nek pop glasbenik. Ali ne? Ja, jaz bi rekel, da mislim, v elektronski glasbi je zelo ta prednost, ker imaš ti vse na računalniku, se pravi, jaz ne rabim poklicati, kitarista, da mi nekaj zaigra, jaz ne rabim nekega pianista, da mi zaigra, jaz imam to vse v računalniku, tudi bobnere ne rabim, ker si lahko vse sestavim, ne. In to je res ta proces, to zelo, zelo pohitri vse skupaj. In je to res močna prednost, ne. Ampak verjetno je pa treba imeti, ne bom rekla boljši posluh ali pa večji posluh, ampak malo pa tudi je treba imeti tega dodatnega občutka, a ne, zato ker če recimo ustvarjaš, ne vem, pop glasbo, zdaj, da me ne bo kdo rekel, da o glasbi ne vem nič, ampak tako si mislim, da če pač, ne vem, neka linija je, pa pride, ne vem, basist, pa reče, kaj pa če bi tukaj malo tako drugače, pa tako, ti si pa one man band, ne? Ti pa nimaš kle v zadnji kitarista, pa basista, pa bobnarja, ki bi dodal še kaj zraven, ne? Ne, to je res. Ja, dejansko vse skupaj sestaviš sam, od akordov do melodij.
Itak pa pol vprašaš tudi za kako nasvet ali pa ne vem, pošleš managementu pa reče, kako se tebi to zdi, ali je to cool ali ne, ker včasih je težko to sam presoditi, kakemu prijatelju lahko še pošleš, ne mogoče staršem pokažeš ali pa nekaj. Ja, je to pol malo lažje vse skupaj. Dan se pa tudi zelo veliko sodelujejo glasbeniki vseeno med sabo, se pravi, 2 DJ-ja se data skupaj, naredita en komad. In pol, ne vem, en prije z neko dobro melodijo, drug bas linjo, vtipka noter v računalnik, pol se najame kakega pevca in pač odpoje, sej to so pol tudi taki projekti, seveda. Ampak da se pa tudi vse sam in jaz kar veliko vse sam delam. Narediš sam, tudi odpoješ. Pojem glih ne, ker ne vem, kak bi bili ogledi takrat. Ampak... Mogoče kdaj v prihodnosti? Never say never. Seveda, rekla sva na začetku, da je Tomorrowland eden od trenutno tvojih največjih dosežkov in da so to čist nepojemljivi občutki tam nastopati, ampak ni pa seveda tudi ne za prezret dejstvo, da si sodeloval, ne vem, če še Sony založbo, kar je tudi en velik uspeh pravzaprav. Ne? Ja, zelo velik mejnik je to tudi bil zame. Takrat se je dejansko tudi vse skupaj zares začelo dogajati in da je šlo res vse skupaj pravo smer. Kako so te našli? Kdo te je našel? Ja, to je kar dobra zgodbica oziroma, ja, jaz sem začel malo bolj objavljati na TikToku in to je res platforma, ki te lahko boostne pač res te lahko spodpelje do velikega uspeha. In jaz sem takrat naredil en remix, pred Infinitim, ko sem ga izdal. In takrat so bili ful zagreti, ja, gremo podpisati ta komad in nažalost ni prišlo do sodelovanja, ker ja, prehiter je zgubil neko vrednost na tržišču in so rekli, ne može. In takrat sem bil zelo, zelo razočaran, ker sem mislil, ok, wow, Sony. In je management rekel, ne bomo se kregali z njimi, dajmo lepo se razideti, ne, nikoli ne veš, če jih bomo še kdaj rabili, ne. In hvala Bogu smo ostali v dobrih odnosih, ker so me pol, ne vem, 12 mesecev kasneje spet kontaktirali, mi bi pa podpisal tale priredbo od Infinity. In smo rekli, ja, super, in takrat pol smo se res podpisali in komad je šel in komad je res... dobro zaštartal, ko govorimo o radijskih lestvicah v Franciji, se pravi top 10, govorimo o čez 10 milijonov ogledov streamov na platformah. Si pa kar skromen, no? Si rekel, je kar dober naredil ta komad, ali kako že nekako tako, mislim, pa govoriš o številkah, pa bi človek rekel, vse se lahko malo pohvališ, kar dej se, to so odlični res so dosežki. Številke, ja. Ampak ja, jaz sem tak človek, ko probam, ko vedno hočem več, pa dam pač razumem visoke številke, ampak vem globoko v sebi mogoče, da še zmoremo več in ja, tako da mogoče včasih tak izpade, ko da skromno o tem govorim, ampak dejansko se pa zavedam, ja, da so to. In si večkrat na teden tako mal rečeš po rami, bravo, ali ne, ali pozabiš na to, ali imaš zato ljudi okrog sebe, ki to naredijo. Ja, zato imam ljudi okrog sebe, ko to jaz mogoče malo žalostno celo, to sem opazil zadnje leta, ko je res začelo vse skupaj laufati, da dejansko se veseliš nekega trenutka 10 minut. In pol greš že naprej, gremo... A bi lahko tudi za ta festival zdaj rekel, da je bilo tako? Dobro, take malo večje stvari malo dlje držijo, ampak to ne drži, ne drži cel teden. To drži tak 2 dni. Jaz sem hotela reči, to ne drži celo leto, ti si pa že na tednu. Ja, to je pri meni tak, da ful hudo, uspelo nam je, dajmo se veseliti danes. In jutri pa kako lahko naredimo maksimum iz tega, kako se lahko maksimalno pripravimo. In potem si že ti v teh pripravah in ja, pač skupiš tako, gremo, ne, party. Seveda, nazdraviš, zelo velik uspeh, nočem govoriti tega, da se nismo poveselili.
ampak ko si pa v teh pripravah, pa malo pozabiš pa spet. Tako zanimivo je, ne vem, če znam dobro opisati, ampak veseliš se in pol se en dan veseliš, super, in greš v te priprave in ko delaš ti te priprave, veš, da delaš za Tomorrowland, ampak pozabiš, da delaš za Tomorrowland. Ne znam, tako mogoče da se za poslušalce ful nelogično Ja, razumem, v zveni. bistvu si pod pritiskom, ker veš, zakaj delaš, Ja. ampak hkrati si sfokusiran, Ja. da bo to dobro in čisto vseeno, zdaj ali Ja. za Tomorrowland ali za karkoli drugega. Točno to. Ali pa začneš to kariero, ker hočeš nastopati in pol kar naenkrat ti en reče, ok, zdaj boš pa narol na Tomorrowlandu. Pa prej pa sploh nisi vedel več, ok, zakaj jaz delam, ne, sam delaš in pol prije dejansko trenutek, ok, zdaj boš pa igral, pa si pa tako, ok, wow, ne, zato smo dejansko delali, ne. A bi lahko rekel, da je to zelo podobno kot recimo pri športnikih, a veš, ko trenirajo in še ne pride do tistih, ne vem, rezultatov, ki bi si jih želeli, potem pa kar naenkrat se odpre in se začnejo zmage in Ja. vsi govorimo o njih in povsod jih vabijo na intervjuje in Ja. tako naprej. A gre kle za Ja, podobno jaz stvar? mislim, da je to skoraj identična stvar, ja. Ker delaš, skozi si fokusiran, ok, pa nisi tako, ne vidiš celotno sliko, se pravi, fokusiran si, ok, jaz moram narediti dobro melodijo, pa narediti dobro melodijo, ok, jaz moram dobro komad končati, ok, komad imam, gremo ga stržiti, ne, in ti si skozi tak, ampak ti pa ne vidiš celo sliko, zakaj dejansko delaš, ne, ker si skozi step, korak za korakom in pol kar naenkrat pa priješ do tega, zakaj si delal dejansko in je zelo zanimiv občutek. A bi si želel recimo takšne medijske podpore tudi pred tem festivalom? Seveda, ja, itak. Mislim, delaš pa mogoče ne dobiš toliko pozornosti, ampak jaz sem vedel, da ni logično, da bi zdaj mediji o tem pisali, kako sem zdaj jaz začel pot, pa mislim, bodimo realni, ni bilo zanimivo do sedaj, ne, in to moram biti iskreni, mediji bojo pisali o tem pač, kaj je zdaj popularno, naprimer, in takrat pač ni še ta pravi čas in jaz mislim, da vse v pravim časom. Se pravi, tudi če bi prišla Sony založba 1 leto prej, ne bi bil pravi čas. Takrat, ko so nas zavrnili. Sem prepričan, da nismo bili še pripravljeni. Tudi naprimer za večje špile, ko smo se že dogovarjali, pa se pa kaj zalomilo, pa si misliš, ja, mogoče pa pač ni bilo takrat še ta pravi čas, ne. In tako da, ja, vse korak za korakom. Kako bi pa ocenil recimo na splošno podporo elektronski glasbi v Sloveniji? Koliko imate prostora, koliko se lahko dejansko pokažete, izražate? Veš, ker če govoriva o eni, ne vem, narodno-zabavni glasbi ali pa v pop glasbi, so koncerti, so dogodki, so televizijske oddaje in tako naprej. Kako je pa z elektronsko glasbo? Kako bi ti to ocenil? Jaz mislim, da je v Sloveniji elektronska glasba zelo zaprta. Se pravi, imaš več različnih klubov, ki se za sebe držijo, ki imajo svoje DJ-je, ki so zadovoljni, kar imajo in v vsakem primeru napolnijo naprimer klub in to vse skupaj bolj zaprto. Jaz pa tudi, ko nisem glih iz Ljubljane, v centru Slovenije, pa to še mogoče malo težje prijeti, mogoče pol v kak klub ali pa nekaj, ampak jaz nikoli nisem bil tak, ok, jaz moram zdaj igrati, ne vem, cvetličarni ali v cirku. Jaz sem pač, ko bo, ne. In sem delal na tem, da iz dneva v dan, da se pač izboljšam, da izdajam boljše komade, da sem kot DJ boljši in meni si, da se pol to vse skupaj enkrat pol poklopi, ne. In poveže. Kdo ti je predal vabilo na festival naprej? Kdo je bil tisti, ki ti je povedal, da boš tam? Jaz sem dobil mail. Aha. Ja, na računalniku sem sedel v studiu in sem glih po mailu brskal nekaj in sem videl Tomorrowland, sem gor stisnil. In si najprej mislil, da je kakšen hec, spam in tako naprej, ali ne? Ne, ni, ker smo imeli dejansko že pogovor, smo se pogovarjali, a je možnost ali ni, ono tretje. In potem so rekli, ok, može. In jaz si tako telefon zagrabim, menedžerja pokličem, ne morem verjeti, na Tomorrowland gremo, pa res je bil taki emocionalen trenutek, res tako ok, neki
res neki velik del je zdaj za nami, prepričali smo jih in gremo zdaj naprej in je bil res fenomenalni občutek. Kako veliko ekipo imaš za sabo? Jaz imam trenutno menedžerja, ki je v Švici, Sergio. Pol imamo naprimer en, ki reže videe, pol imamo za PR, imamo ljudi, pol imamo fotografe, videografe, pol imamo, ampak mislim, to ni ono, da bi jaz imel te ljudi zaposlene v moje firmi, ampak to je, rabim to. Ja, ko potrebuješ, jih imaš ob sebi, ne? Ampak se kar že širi lepo ekipa in sem trenutno tudi zelo zadovoljen, kako smo pozicionirani. Zdiš se mi zelo prizemljen, če lahko uporabim ta izraz. A misliš, da je to nekaj, kar imaš pač v sebi? Ali misliš, da če bi zdajle čez noč zaslovel, govoriva o, ne vem, svetovnem merilu, da bi vseeno delček tebe izginil zaradi te slave? Ne vem, o tem sem se tudi malo tako razmislil, ampak mislim, da je to, jaz sem bil tako vzgojen in hvala Bogu, točno tako, ko se zdaj mi dopogovarjamo, tako sem in tako bom jaz ostal. Mogoče, glih o tem sem se tudi pogovarjal z enim, mogoče se ljudi malo v drugačni luči vidijo, pol ko zares uspeš in si misli, ok, pač ta je zdaj tu, jaz sem tu, ne morem se z njem sploh pogovarjati več in pol avtomatsko ljudi nehajo pristopati mogoče do tebe, ampak to mislim, vsi smo ljudi, vsi isto ostajamo in jaz sem si prav rekel tudi, če bo do tega prišlo, da sem jaz naprimer najboljši DJ na svetu, jaz bom iz principa isti, ker hočem pač dokazati vsem, da se da isti ostati in da te pač slava pa denar ne pokvari, ne. No, glej, ko se bo to zgodilo, ko boš dobil moj mail, da prideš spet v ta studio, da ne bom dobila zavrnitve. O ne, zdaj pa ne več. Te držim za besedo. To sem te še želela vprašati glede samega nastopa, ne. Zdaj, ok, prišel je mail, bile so emocije, potem seveda verjetno tudi pritisk, treba se pripraviti na festival. Kaj vse so te priprave? Koliko časa si imel tega časa, da si se pripravil in kaj vse si mogel narediti? Zdaj, izvedeli smo zelo kratkoročno. Tomorrowland ponavadi bookira artiste 1 leto prej. Se pravi, zdaj, ko je Tomorrowland mimo, se že novo leto. Se že dejansko, že za naslednjo leto že artiste bookirajo, ne, ker je to res, rabijo res vse DJ-je imeti na enem mestu na tem vikendu, ker je to res, gre se za največji festival, ne. Ampak mi smo zelo kratkoročno izvedeli to. In se pravi, sredini junija, festival je bil 24. julij. Tako da, ja. En mesec. En mesec. Na polno, se pravi, od zbiranja pesmi do delanja svojih komadov, ki sem jih tudi tam prvič zaigral, ki še dansko niso izdani. Do svojih priredb, do ne vem kakih pesmi. Reče se mashup, ne vem, naprimer, to so 2 skladbe skupaj, ki zelo dobro pašejo skupaj. Glede, mislim, da tako malo narediš set poseben. Koliko takšnih setov recimo moraš za tak festival pripraviti? A je to kaj predpisano ali ne? Ali je to čist po tvoji želji, kar boš pripravil, to boš imel? Ja, to je čist po želji. Se pravi, jaz sem imel 2 ure igranja in narediš, jaz sem 100 komadov igral, v playlisti imaš 150 komadov, 200 komadov za vsak slučaj in pol doma si pa že malo popredalčkaš, ok, to hočem zares igrati, to moram igrati, ok, to je moj komad, ko ga moram igrati, pa že moš pol v zadju razmišljati, ok, prav za ta komad rabim tudi, naprimer, content, rabim posnetke za ta komad, pa reakcije ljudi, da lahko to objavim za social media. To je toliko detajlov že tam noter v tem planiranju, da je to res zelo, zelo velika stvar, no. Na več stvari moraš misliti. Bolj naprimer, fajn je, da malo razbremeniš, da ni skozi ono nabijanje, ampak da imaš tudi mes kako miren komad, da prijejo vsi malo dol, da imaš te emocije, da gre gor, dol, ne. Da poveš neko zgodbo s setom in
To je pa pol ta razlika med DJ-jem pa mogoče artistom, ne. Ja. Artist je tisti, ki veliko bolj začuti verjetno to množico oziroma Ko dela tudi lastne človeka kot takšnega verjetno, ne? Ja, pa ki dela lastne komade, naprimer, lastne priredbe, ki je znan po tem, kaj izdaja, kaj dela in za čim stoji, ne. DJ pa naprimer, DJ pač rola na porokah ali pa v kakih klubih in od tujih izvajalcev in mislim, vse good, ne rečem, da je to slaba stvar, to je tudi super DJ-stvo, tudi jaz sem tak začel, ne. Ampak ja, no, to je tak glavna razlika. Če bi te zdaj en par poklical in bi rekel, res si te želim imeti na svoji poroki, a si zdaj že v tistem obdobju, ko bi rekel, joj, ta trenutek pa ne moram, ali bi rekel, na tole poroko pa grem? Ne, dejansko porok še v življenju nisem odigral, tako da sem pa dal marsikaj že čestno, ko sem začel igrati od rojstnih dnevov do drsališč in vsega, tudi tule za neko Olimpijo, za nogometni klub, sem lahko pred kako tekmo kaj izmiksal, no, to je bilo pa, ja, zdaj pa hvala Bogu še sam to ustvarjanje tvoje glasbe, ne? Pa predstavljanje to na odrih. Kako si se počutil, ko si, ne bom šla še na sam festival, ko si bil tik pred nastopom, ampak ko je bilo treba vse spakirati in iti, ko si vedel, da zdaj sem pa že zelo blizu temu dogodku? Kako so bili občutki? Ja. Mogoče tako malo surrealno je bilo vse skupaj, ker pač veš, jaz grem zdaj na Tomorrowland, ampak a grem res na Tomorrowland? A pa si prej kdaj že bil kot obiskovalec? Ne, še nikoli, tako da niti nisem vedel točno, kaj naj pričakujem kot obiskovalec, kaj šele kot DJ-ja, ne. Je bilo to. Dvojna uganka. Ja, je bilo res in ja, spakiraš stvari, vse zmečeš v kovček noter in trikrat pogledaš, če imaš res zraven, če imaš računalnik, za vsak slučaj, če treba še kak eksport narediti na ključek, ali pa kakšne zadnje spremembe. Itak, co te rabiš, vse od malenkosti, tudi parfum ne sme manjkati. Tudi take stvari. Vse. Kakšen prav poseben za dogodke? To ne, ampak zelo rad imam parfume, tako da. No, to je zagotovo ena stvar, ki jo nismo še prebrali od tega. Kaj to pomeni, da jih imaš zelo veliko? Ja, širim stvari. To zdaj zveni, kot da jih imam 100 doma, nimam 100, ampak precej, no, pa takih različnih, recimo tak 30-35 parfumov. To je kar zalogaj. Ja, to pomeni, da potem zjutraj, ko se zbudiš, je zelo odvisno, kako se počutiš in tako kot se počutiš, ta von zbereš. Ali gre za to, kam greš? Tako sproti se malo odločam, zdaj ko sem doma v studiu, se ne glih naparfumiram, ampak ko grem pa ven, pa glih tako malo po občutku nimam zdaj točnega parfuma, zdaj pa grem na Tomorrowland in bom vzel prav tega parfuma. Ja, ni tvoj lucky parfum. Ne. Kaj če zmanjka ta parfum, pa pol... Pa bo pa kriza, ja, ne? Ja, pa je kriza. No, ampak zagotovo tistega, ki si ga na Tomorrowlandu imel, bo zdaj naslednjič, ko se boš z njim spet na šprico malo budil občutke, ne? To pa, ja. In zdaj seveda pride dan tvojega nastopa. Kaj delaš pred večjimi nastopi? A je pomembno za avtorja, DJ-ja, kot si ti, da se zna prej umiriti, ali se moraš dvigant, ker pač niste tam sam za pultom, pa ste v svojem svetu, ampak ste tudi zelo aktivni, plesoči, držite gor množico in tako. In ne znam čisto dobro zdaj oceniti, a se moraš prej malo umiriti, ali se moraš dvigant pred nastopom? Po mojem bi vsak DJ oziroma artist drugače rekel. Za mene je tako, da jaz sem zelo umirjen pred nastopom. Ne vem zakaj, že tudi živčki za, naprimer, pred Tomorrowland se njih imel, ampak so bili tako, dobro sem se počutil, nisem se zdaj... Je bila pozitivna trema. Ja, ker sem se tudi zelo veliko pripravil na to. Jaz sem vedel, jaz sem dobro pripravljen in če si ti to govoriš, vse sem šel čez, vse štima, znam rolat, ne, če bi bilo kaj bilo, znam zmiksati s pesmi skupin. In če si ti to skozi govoriš,
pol je vse super. In pol, če si še ti v ta artist vloži, se pravi, to je prav prostor za artiste, tam se pa i tak ful zamotiš. Se pravi, tam imaš pa od hrane do pijače, si lahko se zbereš, se lepo tam usedeš na lepi kavč, pa tam malo pogledaš okrog, pa vidiš, ok, Lost Frequencies je tam, en DJ Rehab, Ellie Oaks, malo se pogovarjaš, malo se podružiš, vsi so sproščeni, ni ono, da bi bili vsi natrpani, ne? In to je pol mogoče tudi tako okolje, ko ti pol tako pomaga tudi prijeti malo dol. Kakšen je pa občutek, ko sediš na tem predelu, ki ga opisuješ z nekom, ki je tvoj, mogoče ne bom rekla vzornik, ampak nekdo, ki mu ti rad slediš in zdaj si kar z njim tam in oba bosta nastopala tukaj na istem festivalu. Noro, res, ko mislim, zato si začel, ne, da bi rad bil isti koni in zdaj si kar naenkrat v istem prostoru. In je to kar spet tako neverjetno, tako surrealno, vidiš, ok, par metrov tam stoji, čist sproščen, tako ko vsi normalni. Kateri je ta recimo tvoj vzornik, ki ti je najbolj tako nekako... Po moje, imam jih več trenutno, je tako Fisher je kar dober, John Summit, James Hype, David Guetta, to so taki, ko so res, ko tak cel spekter nekako pokrijejo od content creationa, spravi izdelava za Instagram, za TikTok, bolj od glasbe, od kako se obnaša na odru, kako prezenco imajo in to so res taki res vrhunski DJ-ji. Tako bi pričakovala, da nekdo, ki ima to prezenco med nastopom, ki je konec koncu zaslužen za to, da množica skupaj z njim nori, in se zabava in se ima dobro in da dviguješ ta hype, bom rekla, ne najdem zdaj boljše besede. Po drugi strani pa tako umirjen, ne bom rekla, da si ravno introvertiran, ker te toliko ne poznam, ampak tako, človek bi si mislil, da so pa vsi te artisti zelo tako, vse povsod jih je dovolj, pa glasni, pa tako naprej, ampak daleč od tega? Daleč od tega. Dejansko sem že to slišal, tudi od ene je rekla, mi smo, ko smo te najeli, mi smo mislili, da si ti ful bolj tako, gremo na akcijo, pa to, ne vem, tako pred nastopi, posebej pred nastopi sem tako zelo umirjen. In ko se nastop začne, se ventilčki odprejo in potem se sprostiš. Pol prije ta glasba, glasni basi, ljudi, ki norijo in to te pa res dvigne in priješ hitrnotno in pozabiš, probaš res uživati maksimalno, vem, v teh 2 urah, ker res sem vedel, ok, ko dam te 2 ure čez, je nažalost to za to leto, ne, za to Tomorrowland in sem res probal vsako minuto izkoristiti. In uživati v vsaki minuti. Ta način, kako v bistvu predajaš publiki svojo glasbo, kakšno karizmo imaš konec koncev za pultom, a se to človek lahko priuči? Jaz mislim, da ne. Da ne? Ne, mislim, lahko čez čas mogoče dobiš malo ta ritem, ki ga hočeš izžarevati, mislim, to auro, ki jo želiš izžarevati, ampak mislim, da mora biti to nekako globoko v tebi in pol, ne vem, težko opisam, ampak mislim, da mora biti to, moraš vzljubiti to glasbo. Tisti, ko dela to za denar, se točno vidi, ko je na odru. Se vidi? Mislim, da. Ker je hladen, malo mu je vse en, igra že 1 leto iste sete, ve se, da je to čisti njegov biznis, ne. Jaz pa to res, zaradi tega sem začel, ker je bil to moj hobi, ker je bila to moja strast in to kar lepše počeš, lahko to z biznisom povežeš, seveda. Ne bomo rekli, da pač finance v tem niso pomembne, seveda, ampak mislim, da je glavno, je pa res ona glasba, pa da lahko ti ljudem daš nekaj nazaj, ki te podpirajo, ko te pride pogledat in reče, ok, zdaj smo pa prišli na Medveja, kaj nam bo zdaj on pokazal pa to in nekako si tudi malo tak dolžen pol dobro se pripraviti, ker pač ljudi pride za tebe. Ker je v bistvu celo tako mogoče malo podobno, kot grem pogledat film, ne? Približno vem, kakšna je vsebina, ampak dam mu priložnost in ajde, da vidimo, kaj so naredili. Klej pa verjetno podobno. Sam na Tomorrowlandu imaš ti
15 drugih filmov, ki istočasno laufa in so vsi blockbusteri. Ne. In zdaj, a bojo prišli k tebi ali ne? A bo zdaj šli moj film oziroma moj set poslušati ali ne. In to sem res zelo, zelo vesel, da smo imeli tako publiko gori. Ker je bilo dejansko že tako polno, da so, jaz sem slišal, da niso pol več spuščali gor. Aha, Ja. okay. A si se mogoče za sekundo kdaj ustrašil ali pa tako pomislil na to, kaj če bo samo 10 ljudi tam od spodaj? Ali pa, ajde pretiravam 10, verjetno res ne, no, ampak ne vem, 50, 100. Ja, mislim, takoj, seveda, imaš ta mogoče mali strah, da dobenega ne bo, ampak ko se je to začelo izvedati, pa ko so začeli mediji poročati o tem, pa ko smo tudi mi pač to izjavili, pa rekli, ok, mi bomo igrali tomorrow, in da je bil zelo dober, pozitiven feedback in so dejansko meni tudi že pisali, pridemo in pol, ok. Si vedel, da nekaj bo. Se dogaja nekaj tak, da nekaj bo, ne, in tako pol smo bili Slovenci gori in tudi tuji ljudi, zdaj nisem se glih pogovarjal z njimi, ker se ne moreš pač glasna glasba feštaš na polno, ampak ja, zelo velikih ljudi, ko jih še v življenju nisem videl in ko so prišli gor pogledat, ker je bilo pač noro, ne, ko mi smo tam res naredili hud žur in če to je bila taka platforma gori in ljudi so hodili okrog te platforme nekako tak in ko si gor pogledal, si pač nas videl, kako skačemo in to je bilo vsakemu fascinantno in je šel gor pogledat, ne. In pol eni so ostali, eni so šli naprej, ampak v glavnem, ja. A vmes, ko vrtiš glasbo, imaš priložnost ali pa možnost, da sploh opazuješ, ne vem, zdaj mi je pa malo dolg čas že, zdaj pa že noben več ne miga toliko, kot so prej. Moraš verjetno to zaznavati. Ful moraš opazovati, sploh ker ti, ko v studiu sestavljaš set, misliš, ok, to bo laufalo, si sigurno, ne. In pol pač vidiš in spustiš prvi del, ok, ne, kaj se dogaja, pa prije pač ta drop, ne, ta glavni del in vidiš, ok, nekaj se dogaja, ampak mogoče premalo, ni to, kar si zaželel. In pol rečeš, ok, dej zmiksaš kar naslednji komad not, ne, da ti folk obdržiš, ne boš ti si spustil cel komad, če vidiš, da ne laufa. So pa pač tudi eni komadi, ko pa res dobro funkcionira in rečeš, veš, kaj bom pa pač res oba dva dropa spustil cel komad, ker pač so kaj bi spremenil komad, če res dobro pali, ne. In tako moraš biti malo fleksibilen, se mi zdi, ker včasih en komad zelo dobro laufa, na drugem špilu, na primer v Franciji, pa mogoče ne bo, ne. Se pravi, v Belgiji funkcionira, v Franciji ne, v Londonu spet verjetno kaj druga funkcionira, ne, to bom čez kako leto, ko prijem nazaj, bom povedal. Odlično. Ko boš spet v tem studiu, ne? Ja, bova tako nadgrajevala. Ja, zmenjeno. Želela sem te to še vprašati glede staršev. Kako sta one dva sprejemala dejstvo, da te navdušuje elektronska glasba in da to zdaj ne bo več klasičen pevski zbor, kjer boš prepeval lepe, nežne melodije in tako. Ker oba veva, da elektronsko glasbo smo v preteklosti lahko zelo veliko ali pa so jo enačili tudi z prepovedanimi substancami in tako naprej. Še danes je temu tako, a ne? Verjetno en ta strah. Dobro vprašanje, jaz dejansko se nisem o tem nikoli pogovarjal starši, da bi rekli, ok, oni so tako vedeli, da meni droge nikoli niso bile zanimive, dejansko tudi čisti iskrenič nisem sprobal kaj takega. Verjetno spet zaradi vzgoje, ki sem imel, ampak ja, zelo zanimivo, pač jaz sem v elektroniki, pa nikoli še nisem konzumiral nekih drog. Kar se tega tiče, kako so pa to sprejeli, ko sem šel v to smer kot hobi, so rekli, ja, super, fajn, ne. Po šoli, pa ok, gremo se naprej šoli, pa kak službo najti, pa ne, jaz bi delal glasbo, ne, pa ne, tam pa je že bilo malo problem, kako se ti to misliš, ne, DJ-stvo, glasba, v tem ni denarja, 1% je, da boš ti to uspel, ne, to so take stvari, ko ti pač vsak starš logično pove, ker pač koliko je verjetnost, da bo zdaj moj sin uspel v tem, ne, in kot starš si tako malo zaskrben, ok, kaj pa če bo zabluzil, ne bo šel v šolo, zdaj pa bo mogel pol delati, mogoče kam mu ni všeč. Jaz sem zdravstveno šolo končal,
Tudi 6 mesecev sem delal pripravništvo, da imam res ta job kot plan B, sem ga vedno imel in od takrat naprej sem rekel, ok, jaz grem za čisto glasbo, mama ni bila zadovoljna, ati je bil mogoče malo bolj odprt, ker tudi tati ima svojo firmo, pa malo ve, ok, kak je pač ta podjetniška pot, mogoče malo ne, ker ni sam glasba, v ozadju je cela podjetniška struktura, ki stoji za tem, ne. On je mogoče malo bolj razumel, mama pa je bila tako malo skeptična. Ja, pa začneš pač rolati vse, rojstne dnevne zabave, tako malo in dobiš prvi denar in pol, ne vem, dobiš za slabo mesečno plačo, prvi denar od špilov, pa si dvakrat pač vprašaš, a se meni posplačiti v zdravstvu delati za mogoče 300 € več. Ali pri tem ustrajam, pa lahko dejansko nadgrajujem to, pa mogoče enkrat mi pa le uspe, da lahko sam še rolam to, kaj meni všeč, ne. In ja, hvala Bogu, da sem res ustrajal pri tem. Zneski raznih nastopov so verjetno bistveno večji, si mislim, v globalnem merilu kot, ne vem, če pride nek klasičen glasbenik. Ampak a so to takšni zneski, da si lahko en artist, ne vem, privošči 3 res ogromne nastope na leto in vse ostalo pa ustvarja? Ja, če se zdaj pogovarjamo o največjih DJ-jev, si lahko v uro pa pol zasluži za novega Lamborghinija. Od takih cenah se pogovarjamo, ne. Ampak to so zdaj res Govoriva vrh, ne? Res top 20 DJ-jev na svetu, ne. Tako da ja, od tega se da zelo, dejansko ni meja, ker ti si toliko vreden na tržišču, koliko ti, kako bi to zdaj rekel, Koliko imaš poslušalcev? Koliko imaš poslušalcev, pa koliko imaš nekega hypa, ne, se pravi, tvoja cena je lahko danes, recimo, 100,000 € na en set, ampak pol naslednji dan izdaš komad, ki se vse posod predvaja in te vsak hoče imeti, in rečeš, jaz prijem za $500,000. Kdo me hoče imeti in vedno se najde nekdo, ki bo to plačal. Ja. Ampak verjetno je, da prideš do takšnih številk zaslužkov, seveda ne, v prvi vrsti je kar potreben talent, a ne, oziroma moraš imeti občutek za to, potem je tukaj trdo delo, da ne bo zdaj kdo mislil, no sej pa ne, bom tako kot on, malo bom vrtel, pa bom kar uspešen. Delaš 12-13 let zastojn, ne. To doben ne vidi, on vidi samo, ok, wow, lep avto. Zdaj mu je pa ratal, ne? Zdaj mu je pa ratal, čez noč mu je ratal. To vedno reče vsi, čez noč mu je ratal, ne. Ni pa pogledal, da je že izdal 100 komadov. Pa je 100 prvi komad, pa je res uspel. No, ampak tukaj je pa verjetno tudi zelo pomembna vsa ta, bom rekla, podpora, ki je v ozadju. Prej si samo omenil, ne, da je TikTok ena taka platforma, kjer v bistvu v tem svetu lahko zelo hitro te nekdo opazi in tako naprej, da lahko poskočiš morda malo hitreje, kot če bi pošiljal maile okrog in tako. Ni vse samo slabo, ne, tako kot znamo zdaj o socialnih omrežjih govoriti vse najslabše. Če se to uporabi v neko dobronamerno smer, oziroma prebrala sem nekje, da imaš več kot 100,000 sledilcev, ali kako se reče, ki ti sledijo na TikToku in 300. Te spremljajo. 300 zdaj že, no. 300,000 sledilcev. To verjetno pripomore k samemu uspehu potem nekoč nekdaj, ne? To zelo veliko pomaga, res. Je bilo to pred leti verjetno težje, ko vse to ni obstajalo, ne? Veliko težje, skoraj nemogoče. Ker takrat smo mislili, ok, iz tega nič ne bo, ne, težko, mislim, ne vidiš neke poti, izkot bi lahko zdaj zakaj bi zdaj prišel Sony, ne. Ni variante, ne. Nič opremljivega v bistvu, ne? Ne. Potem smo začeli s temi priredbami, z različnimi pesmi, ko so že funkcionirali so dobro v preteklosti, hiti, in smo jih priredili in izdajali in tako smo pol zrastli, dobivali vedno boljše številke. In no, pa pridejo pač prve založbe, ki pokažejo interes, ne? Ki jih to zanima, prej pa seveda si poslal 10 komadov, pa vsak je bil zavrjen, ne, ja, je super, zveni, ampak to ni za nas, pol veš, ne, pač ne vidijo denarja v njem, čist tak. Pa če pa lafa na TikToku, pa ima več milijonov gledov, pa vidijo, ok, to bi pa bili ljudi pripravljeni poslušati,
pa vzamejo nek kalkulator ven. Pa preračunajo. Preračunajo. Prej si rekel, da se sam uvrščaš v bolj komercialno smer. Koliko lahko vpliva na te, ko ustvarjaš, v smislu, da imaš v glavi razmišljanje, ne, ta hip je ful in to moram slediti temu trendu ali pa ne vem, temu trendu, ali si rečeš, briga me za trende, delo bom to, kar mi je všeč, če bo ljudem všeč, bo, če pa ne, pa ne. Ja, zelo dobro vprašanje. Meni se zdi, da moraš neko balanco najti med tem. Se pravi, če boš ti sam delal za to, da bo šlo nekaj viralno na TikToku, dejansko ne razviješ neke identitete artistične. To zelo veliko ljudi narobe naredijo, sam lovijo neke trende in probajo nekako tako uspeti. Seveda, jaz sem začel tudi tako, ampak pol, ko se pa malo vprašaš, ok, je to res to, kar hočem jaz povedati kot artist. Se pravi, da imaš to neko identiteto samega sebe. Ja, moraš tudi malo svojega dati noter v to in če najdeš neko super balanco med tem, si po moje zmagal. In če dejansko to ljudi tudi to podpirajo, pol si pa res na super poti. No. Kako izgledajo tvoji dnevi, ko si samo tim? A sploh znaš biti samo tim? Tja, zelo težko. Mislim, da probaš odklopiti, sploh na kakih dopustih, pa to probaš ta telefon na stran, ampak to je, mislim, skozi delaš v tem 13 let, skozi eno isto, probaš uspeti in ko probaš ugasniti skozi odzadje, ok, moramo narediti, ampak daš telefon malo na stran, pa pač malo dol priješ in to je res ful pomembno, sem videl. In tudi za letos, pa mogoče tudi za naslednjo leto, bom probal mogoče kakšne krajše dopuste med letom, glih to 3 dni, se več narabiš, glih to, da malo dol priješ, pa da vidiš mogoče pol sliko iz malo bolj odzadje, ok, kaj se dogaja, ne? Ker ko si ti skozi v tem, ko smo se prej pogovarjali o onem tunelu, ne vidiš ti sploh mogoče kako drugo pot, ko bi lahko šel, ko bi lahko mogoče bolj uspel, ne. Pa ko se to vse malo umiri, pa si malo zbistriš misli, je pa ful lažje pol. In mogoče bom tudi to malo bolj probal iti na krog tak za 3 dni. Ljudje, ki so najbolj blizu tebe, koliko ti kdaj rečejo, da pa pogrešajo tega tima? V smislu, ne zdaj samo muski, deva se še kaj drugega pogovarjati. Ne, dejansko tudi ben, nihče. Tudi nisem tak človek, da bi rad, da se skozi vse v meni vrti. Meni to včasih mi gre celo malo tak na živce. Celo? Ja, nastopajo na festivalu, ampak malo mu gre na živce, če se okrog njega vrtijo stvari. Nisem tak, ampak naprimer, ni mi to cool, da če zdaj sedimo v enem kafiču, pa se skozi moramo meni pogovarjati. Jaz ful rad tudi poslušam, kaj se pa tebi dogaja, ne, in čeprav se mogoče zdi nje malo bolj absurdno, kot jim je zdaj govoril, ne, ampak meni to ful, ne vem, ne govorim tokrat vse, če me pač nekdo vpraša, pač povem, koliko je ura in kako je stanje in mu rad povem moje izkušnje, ampak pač tudi zelo rad poslušam druge ljudi. Katere so še tiste teme, ki te poleg elektronske glasbe ali pa glasbe na splošno zanimajo? Kaj je tisto, kar s prijatelji največkrat debatirate? Jaz sem pred glasbo, preden sem se čisto spustil v to, tudi treniral nogomet. Igral sem od velikega nogometa do futsala tudi. In fuzbal, tudi že v Švici sem ga že treniral mislim, da takoj, ko sem shodil, pa malo kasneje seveda, tam od 5. leta naprej, sam fuzbal. In tam se pač tudi skleneta ta prijateljstva in družba pa to in to je super. No, poleg nogometa pa še zdaj rekreativno mogoče časih kak pedal igramo. In je to pa res šport, tako lahko res čist odmislim stvari, to pa res super. Pa si zdaj spremljal vse tekme svetovnega prvenstva? Kakor se je dalo, ja, včasih kako nisem mogel, ker sem bil na špilu ali pa sem imel neke sestanke ali pa neki deadline, zdaj pa moraš tako malo dati, drugače gori firma, ne? In pač se moraš držati tega, ker imaš založbe, ki rečejo, imamo nov komad, ono tretje in pol. Ali pa slučajno neki zalafo na TikToku in moraš takoj skončati komad, sfiniširati, poslati za distribucijo, naslednji teden izdamo. A se ti kdaj zgodi, da zaradi tega pritiska moram, ni kreative? Ja. Ja.
to se rado zgodi. Ker pač si prisiljen, imaš zdaj 3 dni čas, da narediš komad in če se ti ne počutiš kreativnega, pač se moraš nekako prisiliti. Kaj pa narediš takrat, da pride ta kreativna? Jaz imam srečo to, da sem kar hitro kreativen, tudi če se malo prisilim v to. Če pa čist nič nisem kreativen, pa pustim. Pa probam na neke druge misliti, ali pa grem neki film pogledati, ali pa mogoče kak vlog od enega drugega DJ-ja, pa kao on rola, pa mogoče tako dobiš malo feeling, ok, wow. Pa probaš neko melodijo, pa spet vržeš stran, nič ni dobro. Greš malo ven iz studia, greš, ne vem, malo na krog, pa greš spet probat in moram pa reči to, da imam kar srečo, kar se tiče kreativnosti, da ponovadi pol me ne pusti na cedilu. Da te ne pusti, ampak pride, ko jo potrebuješ. Ja. Si drugače, ko narediš nov komad, je punca tista, ki ga prva sliši? Ne. Ne? Ne, čeprav punca največji kritik. Aha. Ja, zelo. Ampak vse to je super, da res brez nič ne pove, dlake na jeziku. A pa tudi reče, tole mi pa ni všeč. Ja. Tim, tole pa To pa, čist brez veze. Čist brez veze, ja. Tako reče? Aha, zdaj le malo pogledujem, ja. In kaj se pa takrat v tebi sproži, ko dobiš takšno zanimivo je to, povratno? da pač jaz prvo pošljem vedno managementu stvari, se pravi tem Sergio. On vedno reče, ja, dobro, pač on tudi včasih reče, to nič ni, ne. Ni mi všeč, ampak ponovadi mu je všeč, pa založbi tudi. Če pa po punci pokažeš, pa ja, ne vem, no. Ampak to je ful dober, ker mi smo vsi tako v glasbeni industriji, moš pa vprašati dejansko ljudi, ki niso Ki v tem, poslušajo in ki niso v poslušajo, tem. ki to konzumirajo, ne, in to je ful čist drugačen pol vidik. Ja. Kakšen je bil njen komentar za komad, za pesem, oziroma za komad, ki je potem rekordne številke dosegala? Zelo je bil všeč. A je bil, no, saj tam ni bilo slabe povratne informacije. A bi rekel zase, da si romantik? Ne, Ne? ne glih romantik. Ne. Aha. Rad hodim recimo na dejte, pa da se res sam čist z njo, pa tudi tako odklopim, ampak da bi pa zdaj jaz rožice nastavila, pa to pa nisem tak. To ima pa patil. Pa je še njega potunkal. Če bi mogel zbirati sončni vzhod ali sončni zahod, čeprav zdaj, če Zahod. nisi hud romantik, bi vseeno zbral Ja, zahod? zahod, ker vzhoda skoraj nikoli ne doživim, ker spim. Aha, ker ga prespiš, ne? Kaj bi rekel, da bi bila najbolj nora stvar, ki bi jo naredil, pa da je še taka, da je ok, da jo narediš? A je kakšna taka stvar, ki bi rekel... Nasploh ali v glasbi? Ne, nasploh. Tako, to bi pa res enkrat rad naredil. To se mi zdi pa tako noro. Rad bi skočil s padalom, samo ne vem, če bi si pol upal res skočiti. Aha, Ampak to je res ena taka z stvar. letala govorim, Ja, ne? ja. Tako da mogoče to kdaj. Mhm. Ampak ne vem, če bi si upal pol gor tam, ne vem, no. Mislim, Mislim, ni me jaz že strah v glavi višine. razmišljam, a veš, imam že idejo, kako te enkrat presenetimo in pridemo Ja, in te super, ja. odpeljemo in tako. Ker pa ne bi mogel reči ne, ne? Ja, A veš. pa še snema se, pa moram res skočiti. Ja. Mogoče to, ja. To je pa res drugače, strah me ni glih višine. Aha. Da To bi je že pa bil, dobra ja, stvar, ja. da bi pa bil tak ful za res adrenalin junkie, da bi mogel, ne vem, z bungee jumping ali pa nekaj tak. Pa to, nisi? to pa nisem tako. Aha. Ampak mogoče pa vseeno. Ne vem, ne znam oceniti, če bi se pa lupa res skočiti. Kaj je tvoj naslednji največji cilj? Ja, zdaj, če sem čisti iskren, za leto smo vse cilje pohodili, ne. Kar smo si zadali, januarja smo mi dejansko že sredinim letov dejansko že vse pokosili, Torej, odkljukali. odklukali. Potem ste jih malo premalo nastavili, ali kako? Ja, očitno bo treba za naslednje leto malo Malo več. več. Kar bi pa še letos mogoče, da bi mogoče, želja ali cilj? Cilj. Cilj je sigurno izdati še 8 komadov. To imamo tudi planiranih do konca leta. Pa en še res velik špil. To je še tak želja, cilj.
Velik špil pa govoriva, kaj to pomeni velik špil. 10.000 ljudi. Aha, Ja. kje pa? Trenutno ne vem, oziroma ne moram še čisto povedati, kje. Torej, spremljajte, Ampak sledite. neki so pogovori, neki se pogovarjamo in ja, kaj večjega, to bi še bilo zelo kul. Torej, še bomo brali o tebi, še bomo Upam, poslušali. če boste pisali. Še te bomo lahko spremljali. Najlepša hvala, da si prišel. Mogoče bi samo še tik predno se od tebe poslovim, te prosila, da nagovoriš mlade, pa da vam imeti mogoče v mislih 15-letnike, tam okrog, ki so poslušali ta pogovor od začetka do konca. Kaj bi jim svetoval, če pogledaš za nazaj sebe pri 15 letih, pa če recimo za en tak, ki te posluša, ki tudi sanja o tem, da bi nekoč lahko stal na velikih odrih, delal podobne stvari? Ja, za vsi tisti, ki to poslušate, pa ki ste malo bolj mladi, pa zagreti, bi vam rekel, da ne obupajte, ker nič ni nemogoče, ker tudi jaz sem velikokrat mogel slišati to je nemogoče, koliko so šance, da ti uspeš, ampak res vztrajajte pri tem, ker pač, če res to ljubite, kaj delate, vztrajajte, ker vam ne bo žal. Če si ti sam boljši za vsak dan od sam sebe, se pravi, če se ti izboljšaš vsako leto, da si boljši, si na pravi poti in ne poslušaj, kaj drugi govorijo. To bi jim še dal na pot, da vztraj to, kar je tvoj cilj, imej svojo vizijo in to furaj. Hvala ti, da si prišel v studio, hvala, da si vzel čas. Vidiva se še kaj vmes, zagotovo pa takrat, ko boš svetovno znan artist, ko boš sam določal, kakšni vrtoglavi zneski so za tvoj nastop, da ne boš pozabil, kako te bom povabila. Ne bom. Shrani številko. Hvala, ker si pridem. prišel. Hvala za povabilo.